Lep dober večer. Jaz mislim, da bom šla kar kako stopničko višje, da se boljše vidimo. Dovolite mi, da vas prav lepo pozdravim na otvoritvi festivala Parada ponosa 2017. Najprej bom besedo predala naši nocojšnji pokroviteljici, evropski poslanki, gospe Tanji Fajon, na kar bom pa par besed o letošnjem festivalu, tematiki, zakaj si letos prizadevamo, povedala še sama, na kar pa bo sledil pogovor z našo gostjo, režiserko nocojšnjega dokumentarnega filma. Tako da najprej malo tovrstnega druženja v pogovoru, nato pa nas čaka film, po koncu filma pa zunaj še zakuska in neformalno druženje, tako da vsi in vse lepo vabljeni, da ostanete z nami do jutra. Tanja, izvoli. Hvala lepa. Dober večer, dragi gledalke in gledalci. Good evening, Andrea. I'm very glad you are here tonight with us. Meni je veliko veselje in tudi nekje čas, da odpiram ta festival skupaj z vami, Parade ponosa. Vsako leto se mi zdi, da je izjemno pomembno, ne samo v tem tednu, ampak tudi sicer, da govorimo, osveščamo na številne težave in probleme, s katerimi se še vedno sooča skupnost LGBTI. Tudi v Evropskem parlamentu lahko rečem, stalno spremljamo, kaj se dogaja po Evropski uniji. V filmu boste videli, kako temna, mračna plat je bila te španske zgodovine. Španija je danes najbolj progresivna država, skoraj ko gre za pravice homoseksualnih ljudi. V Sloveniji smo naredili pomemben korak naprej, ko gre za partnerske zveze z zakonom, prva poroka v februarju, ampak to še daleč ni dovolj do tiste enakopravnosti in enotnosti. Stalna borba je, mi spremljamo, kaj se dogaja v Ruski Čečeniji, v Romuniji so pred ustavnim referendumom, da bi za definicijo kot družine dali žensko, moškega, edino družino. 5 držav v Evropski uniji imamo ta hip in jaz mislim, da je borba še precej dolga do enakopravnosti za tudi pravice vseh istospolnih in tudi proti diskriminaciji. Zdaj delati diskriminacijo na podlagi tega, koga ljubiš, se mi zdi, da je strašno nedopustno in upam, da s takim filmom tudi razkrivamo tiste temne plasti naše družbe in za kar si vsi skupaj tudi prizadevamo. Tako da jaz želim predvsem en prijeten, kolikor prijeten je lahko ob takem filmu ogled tega dokumentarca, da se tudi mogoče kaj naučimo in ne ponovimo kakšne stvari in pa predvsem se veselim pogovora tudi z režiserko v nadaljevanju in pa druženja po filmu. Hvala lepa. Hvala, Tanja. Jaz sem v bistvu hvaležna Tanji, ker festival Parada ponosa in to, kar si naše društvo in veliko vas nocoj tukaj prizadeva, je predvsem to, da smo zelo kritične in zelo kritični do tega, kar se v naši družbi dogaja. In seveda še posebej smo kritični tudi do odločevalcev, odločevalk in nosilcev oblasti v naši družbi. Ta dialog, ki se vzpostavlja tudi na ta način, da ti isti odločevalci in odločevalke, do katerih smo kritični, po drugi strani tudi podprejo naša prizadevanja, je nekaj, kar zagotovo je pomembno, da soobstaja v današnji družbi, kjer pač smo v poziciji, LGBT skupnost je v poziciji, ko moramo vedno znova si boriti in si izboriti svoj prostor. Letošnji festival nosi naslov Odstiranje nevidnega. In sama zasnova ali pa sama ideja te tematike je, da dejansko pogledamo pod površje. Ja, zagotovo je to nekaj, kar v zadnjih letih, ne v zadnjih letih, v zadnjih 30 letih, v zadnjih 100 plus letih lezbična, gejevska skupnost,
LGBT skupnost počne. Smo pa v Sloveniji zdaj v neki situaciji, ko smo letos doživeli to, da je stopil v veljavo zakon o partnerski zvezi in v tem koraku, kakor bi se po eni strani želeli tega veseliti in tudi prav je, da rečemo ja, je nek korak, ampak v bistvu se ne moremo veseliti, a ne? Zaradi tega, ker se vsi zavedamo, da ostaja v naši družbi tudi uzakonjena diskriminacija in zavedamo se predvsem tega, da je ogromno potreb in situacij znotraj posameznih življenj, ki so del LGBT skupnosti, ki absolutno niso urejene, niso naslovljene in v bistvu so tudi povsem nevidne. In to je pomen letošnjega festivala, da odstremo te teme, da izkoristimo priložnost, ki nam jo da vsakoletni festival in to je to, da se pojavi kakšna kamera, se pojavi kakšna novinarka in novinar, ki malo bolj pokrije te teme in s tem imamo neko priložnost povedati, kje so trenutne prioritete in kje so naše zahteve, kako vidimo, da bi se stvari vnaprej morale odvijati. Zato letos posebna pozornost temi interspolnosti in v upanju, da bomo v kratkem, mogoče naslednjo leto, mogoče čez nekaj let imeli v svojem okrožju tle, nekje na odru, nekje na nekih pozicijah vidnosti in glasu interspolne osebe, ki bodo v svojem imenu govorile in bodo imele priložnost tudi v Sloveniji si izboriti pravice. Da bomo pa do tega prišli, moramo pa tudi mi vsi skupaj za to nekaj narediti, zato je pomembna tema letos tudi odstiranje nevidnosti interspolnih oseb. Nevidnosti je veliko, tematik, ki se bodo zvrstile tekom festivala, je precej. Vljudno vabljene in vljudno vabljeni, da si pogledate, da pridete na dogodke, da sodelujete, poveste svoje plati, ker verjamem, da vsi doživljate v svojih življenjih veliko tega, o čemer tudi letošnji festival govori in kaj želi doseči. Da pa ne bom predolga in zato, da ostane še veliko vsebine za naslednje dni, vas lepo vabim. Vsak dan se odvija ogromno dogodkov, 3x2 Ljubljana pride.org poševnica 2017 ali pa zunaj katalog, kjer lahko izveste več podrobnosti. Sedaj pa vas vabim in sem počaščena, da lahko povabim na oder Nino Dragičević in pa režiserko nocojšnjega dokumentarnega filma Andrejo Weiss. Nina in Andrea bosta na kratko orisali nekaj zanimivosti in ozadja o nocojšnjem dokumentarnem filmu. Andrea, Nina, please, you're welcome, the stage is yours. Festival je pa odprt.